Terorizem na tirih. Danes, dne 27. oktobra, nekako ob 11:08 dopoldan, pa tudi pri vseh popoldanskih radijskih poročilih tega dne, smo zaskrbljeno prisluhnili obvestilom, da se zadnje leto na železniških tirih pogosto zgodi kak nevaren vandalizem, pravzaprav kar teroristično dejanje. Sama sem ob teh novicah najprej pomislila, da je šlo samo za kaj žaljivega, naprimer za nekulturne transparente ob železniških tirih ali kaj podobno primitivnega. Iz nadaljevanja poročil in obvestil pa smo izvedeli, da so vandali, v resnici teroristi, na železniških tirih poskusili povzročiti hudo prometno nesrečo, v kateri bi se lahko nevarno poškodovalo veliko ljudi. Na vso srečo pa ni prišlo do smrtnih žrtev in iztirjenja, torej do hude prometne nesreče s smrtnimi in hudimi poškodbami udeležencev v tej nesreči. Prvo, kar je verjetno marsikoga pri teh obvestilih in poročilih o vandalizmu in terorizmu zanimalo, je bil odgovor na vprašanje, kdo je to storil in zakaj. Vendar o tem vandalizmu in terorizmu še ni nikakršnih javnih podatkov. V enem od najbolj poglobljenih časopisnih člankov, ki je predstavil več primerov teh napadov na varnost, tokrat na slovenskih železnicah, pa smo lahko prebrali samo tole. Policisti preiskujejo sum ogrožanja varnosti javnega prometa, storilca ali več storilcev pa še niso našli. Tudi ni pomembno, ali gre v teh primerih na železnicah res samo za objestnost, ali pa imamo tokrat opraviti s pravim terorizmom. Bojimo se lahko, da bo sedanja leva politika na oblasti morda kar sama določenim ljudem nakazala uprizoritev nekaj vandalizmov blizu terorizmu, da bi pri državljanih dosegla njihovo splošno zahtevo za več reda in discipline v celotnem javnem življenju. To pa bo voda na mlin novim obrazom, ki že zdaj obljubljajo več reda, kot ga imamo pod vlado stranke Svoboda. Tako bosta torej že v našem državnem predvolilnem boju red in disciplina s prepovedjo vsakršne resne kritike, predvsem kandidatov za prihodnjo vlado in prihodnji parlament. Vse javno komuniciranje bo pod cenzuro, da bi bilo čim bolj kulturno. Večina državljanov se bo s takšno diktaturo strinjalo, ker bodo prepričani, da bodo drugače vandalistični in teroristični napadi vse pogostejši in vse hujši. Nikomur pa zdaj ni mar, da policija lahko tako malomarno odkriva, bodimo iskreni, hude teroristične in vandalistične delikte. Pa tudi varnostnim službam ni prav nič mar, kako vendarle ni v čast slovenski državni policiji oziroma kriminologiji, da s svojo nedejavnostjo in nesposobnostjo ogrožata varen promet in pripravljata rodovitna tla za skorajšno nesprejemljivo predvolilno in poznejšo diktaturo na področju svobode govora oziroma svobode medijev. Ali obe ti dve službi že tako močno obremenjuje antijanšistična vojna, da morajo preiskave vandalizma in terorizma, vsaj za zdaj, ostati za njiju samo drugorazredni temi. Žal vsi vemo, kdo je to rekel pred nekaj leti o povojnih pobojih. Še bolj pa vemo, zakaj je to rekel. Da bi bilo v Sloveniji
več skrajne leve politike, komunistične, jasno, Frančiška Butolo.